Danes imamo tukaj v Domu ustvarjalnosti mladih v Mariboru večer s Svamijem. To je duhovni, kulturni Hare Krišna program, na katerem bomo peli duhovne pesmi. Potem imamo posebnega gosta, ki mu je ime Čandramol Svami, ki bo predaval o filozofiji zavesti Krišne iz starodavnih ved. In na koncu še imamo vegetarijansko pokušino hrane, ki je bila pripravljena z ljubeznijo in vdanostjo in darovana Krišni. On je v Mariboru drugič, bil je tukaj nazadnje pred 5 leti. Imamo pa to veliko srečo, da je danes sploh prišel sem, zato ker so to osebe, ki potujejo praktično po vsem svetu, podajajo duhovno znanje in danes pač je zavil še v Maribor. Temo današnjega predavanja bo izbral gost sam, tako da jaz v tem trenutku še ne vem. Bo pa nekaj splošnega, nekaj osnovnih naukov, duhovne znanosti in potem bo seveda tudi dovolj časa, da bodo ljudje lahko postavili vprašanja, tako da bo se potem samo predavanje razvilo v tisto smer, ki ljudi zanima oziroma ki se jim zdi aktualna. V Sloveniji smo registrirani od leta 1983, uradno, čeprav so se ljudje že prej ukvarjali s tem na tem področju. Tukaj v Mariboru pa imamo srečanja tudi že iz časa 80-ih let, od leta 1994 pa jih imamo redno, naprimer tukaj v Mariboru v tem Domu ustvarjalnosti mladih. Drugače pa imamo v Ljubljani Hare Krišna center na Žibertovi 27, kjer živijo skupaj menihi, kjer potekajo naša srečanja praktično vsak dan. Točnega podatka ni zato, ker ni nekega članstva ali pa plačevanja članarin in podobno. Se pravi, kdorkoli želi, se lahko s tem ukvarja in tudi, če se ne želi več ukvarjati, se lahko preneha. Tako da točnega podatka ni, ocena pa je, da nekaj 100 ljudi se v tem trenutku ukvarjajo s to zavestjo Krišne. Glavnem, to, kar mi poskušamo delati, je predstaviti duhovno znanost brez kakršnihkoli materialnih primesi, politike, kakršnegakoli materialnega pridobitništva in podobno. Kakšen je pa pol odziv ljudi ali pa zanimanje medijev, pa potem ni odvisno od nas. Bili bi pa veseli, če bi se čim več o tem govorilo oziroma če bi o tem bilo čim več predstavljeno v medijih. Vsako leto imamo romanje, ki se imenuje Eko karavana. Zmeraj poteka na enem delu Slovenije. Pred 2 leti je bilo to v Mariboru, letos je na Primorskem. Gre pa za to, da poskušamo osvestiti ljudi o povezavi čistega okolja in čiste zavesti. Kajti šele, ko bo človek imel čisto zavest, ko ne bo pohlepen in tako naprej, potem bo tudi okolje čisto. Do takrat pa bomo zmeraj onesnaževali, ker nam ne bo mar za druge, važno nam bo samo zaslužek. Stvar je v tem, da navadno ljudje poskušamo najti materialne rešitve za materialne probleme. Ampak prava rešitev je na duhovni ravni, kar pomeni, potrebujemo duhovno razumevanje, duhovno znanje, s pomočjo katerega potem lahko živimo tudi na tej materialni, čisto fizični ravni. In mi poskušamo ravno ljudem dati ta pogled, ki jim bo pomagal po eni strani mirneje prenašati situacije, v kateri se znajdemo, po drugi strani pa se iz njih izviti oziroma ne več vpasti v iste problematike.